Ja, mi pa nadaljujemo. Za naslednjo temo smo se z našim naslednjim gostom že kar lepo zaklepetali. Spraševali se bomo, ali veste, kako so naša čustva povezana z gibanjem našega telesa in zakaj smo pod stresom zakrčeni. Ja, zavedanje lastnega telesa je za človeka zelo pomembno. Kako pa to doseči, nam bo, kot je Suzana že omenila, povedal naš naslednji gost. Aleš Ernest je to jutro z nami. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Učitelj in avtor AEQ metode. Sliši se zelo zanimivo. Mogoče za začetek pa vemo, kaj sploh je ta metoda, zakaj pravzaprav gre. Metoda je v bistvu nastala kot razvoj klinične somatike, ki sem se učil pred 10 leti. In pa smo v bistvu s ženo ugotovila, kaj vse bi bilo treba še dopolniti, izboljšati, razviti, da bi lažje razumeli, zakaj se nekomu ponavljajo kronične težave. Teda v bistvu je metoda namenjena tem, da se lahko najde razlog ali pa vzrok, zakaj ima nekdo neželjeno kronično stanje. Ali pa seveda tudi, recimo, ko delamo s podjetji ali pa z nekom, ki hoče ostati uspešen, kaj je tisto, kar ima v sebi kroničnega, ki je pa dobro. Ker pač kronično je nekaj, kar se ponavlja, kreativno je pa nekaj, kar se ne ponavlja. In zdaj, če ima nekdo kronične težave, torej ponavlja nekaj, kar ni dobro, in je treba pa dodati kreativnost, da se to kronično spremeni v drugačno, da pa gre ven iz kronične težave. To je v bistvu AEQ metoda kot taka. In kaj ste ugotovili, iz kje vse izvira? Zdaj, mi pri AEQ-ju poskušamo gledati na vse stvari skozi fiziko, sprav skozi pritiske, skozi Newtonove zakone, skozi termodinamiko, kako v bistvu stvari potekajo. In zdaj vse izvira iz pritiskov, kakšne imamo pritiske v telesu, ki pač temelji na spremembi, na gibanju, na ekspanziji, pa na kontrakciji. Pa to ne govorimo o krvnem tlaku, ampak o drugačnih pritiskih. O čustvih, recimo. Govorimo o čustvih v tem primeru. Zdaj, čustva so pa v bistvu pri nas, jih gledamo kot kinetična energija, s katero ti vplivaš na nekoga ali nekaj, da se nekaj spremeni. In zdaj, če imaš čustva nepravilno uporabljaš, recimo imaš neučinkovito uporabo čustev, pa se v bistvu pride do tega, da ne moreš spremeniti nekaj, kar kronično ni dobro. In pa se seveda iz recimo enega manjšega problema lahko razvijajo ali pa se razvijajo večji problemi, kar pa za sabo potegne, da se začnejo pa sesuvati življenjski sistemi, pa dobivaš kronične bolečine, pa kronična stanja, pa kronične bolezni. Ne pa ali so telesne, ali so vedenjske, pa je odvisno od vsega posameznika. V enem intervjuju ste rekli, da si bolezni, nesreče, tegobe sami nakopljemo. Zdaj, na kakšen način? A je to v bistvu nekako izvira iz naše podzavesti, ali so kriva čustva, mogoče nepredelane stvari? V bistvu tako. Naložijo nam jih, dobimo jih večinoma od staršev ali pa od okolja, v katerem odraščamo, ker po naravnem delovanju sistema otrok posnema vedenje odraslih, zato da se pripravlja na to, da bo tudi on sam odrastel. In pač naravno je, da njihovo vedenje vzameš kot tisto osnovno, referenčno, in potem se po njem ravnaš in ta vedenja potem seveda damo v podzavestni del možganov in se po njem vedemo takrat, kadar ne razmišljamo zavestno. Seveda, zavest je tisti kreativni del našega živčnega sistema, ki lahko najde boljšo pot ali pa reče, bomo to drugače naredili. Podzavest je pa tista, ki se podzavest je pa tista, ki v bistvu ponavlja eno te isto in zdaj pod večjim, ko si stresom, težje si kreativen. In pa v bistvu ponavljaš eno in isto napako in bi rekel, da lahko rečemo, da smo sami krivi, čeprav boljša beseda bi bila odgovorni. In AEQ v bistvu ima tudi ta namen, da osebi omogoči, da drugače razume možne razloge za kroničen problem, ga uči, da ugotovi, kako stvari lahko na drugačen način vidi ali pa razume in pa lahko tudi spremeni
določene stvari. Pa so pa še vaje, ne, s katerimi pa glavni namen vaj pravi, je, da skozi njih v bistvu povečamo občutek za telo ali pa povezavo, vpliv telesa na zavest. Kakšne pa so te vaje? Je to podobno, ne vem, meditaciji? Ne. Ne, v bistvu, mislim, zdaj, meditacija je izjemno široko polje. Ja, tako lahko rečemo, poznamo, recimo. Da se osredotočiš na to, kaj počneš. Namen je, da recimo poskušaš točno si zamisliti, kaj boš naredil, kak gib, recimo s peto bom pritisnil tla, zato da bom dvignil medenico in pa opazuješ, spremljaš, pa vplivaš na to, kako to narediš. In pa lahko opaziš, recimo, da mogoče premočno pritisneš peto v tla, pa te krč prime, ali pa da, ko levo peto pritisneš v tla, ne dvigne samo levo stran medenico v zrak, ampak celo medenico, ali pa da opaziš, da ko levo peto pritisneš v tla, zraven pritisneš še desno, ali pa levo ramo. Ali pa... Gre za zavedanje potem našega telesa, ali kako? Poskušaš odpravljati ali pa zmanjševati senzorno motorno amnezijo. Se pravi, to je ta, ko uporabljamo izraz, da je vpliv telesa na zavest manjši, kot bi bilo potrebno, in vpliv zavesti na telo manjši, kot bi bilo potrebno. Se pravi, neke velike stvari se zaveš, manjših pa ne. Zdaj, če živiš recimo v okolju, kjer je veliko stresa, kjer moraš dobro kontrolirati čustva, kjer moraš recimo si zaskrbljen, se slabo počutiš, si slabo spal ali karkoli, na zunaj moraš pa zgledati vesel, zadovoljen, nasmejan in podobno. Takrat moraš v bistvu občutke iz telesa, ki ti govorijo, nisi tak, ni dober, to te boli, tam ni v redu, denarja nima za to, ne vem, partner ni okej, ne pogovarja se z njim že 3 dni, na obrazu daš pa nasmešek pa masko, ne. Zdaj, če to delaš zdaj pa kdaj še gre, ne. Če pa moraš to delati skozi, ali pa če moraš biti tak kot otrok, da recimo, ker starša nista okej, nimata dober odnos, ti moraš pa kot otrok biti ekstra neproblematičen, da ne boš ti še dodatno razburjal mame pa očeta. Lažje v otroštvu, kar se danes skoraj praviloma dogaja, razviješ to tako imenovano senzorno amnezijo, da se ne ravnaš spontano pa avtentično glede na to, kar čutiš v telesu, ampak to potlačeš ali pa popačeš. In pa, ko to delaš dolg, pa postane kronično in niti ne veš, niti ne čutiš, da je preveč, da je premalo, da je prehiter, prepočas. In pa se to počasi razvije v kroničen problem. Lahko to prepoznamo pri drugem človeku, recimo, glede na način, ne vem, sodelavec se sprehodi mimo, lahko jaz vidim, da ga nekaj teži. Ja. Kako recimo? Ja, odvisno, koliko ste vi sproščeni. Zdaj, pa koliko imate čas, pa koliko hočete videti, kaj je z njim. Ker ljudje imamo to empatijo, zelo razvito zaradi tega, ker pač na ta način prepoznamo druga človeka in sodimo, ali je varen, ali je nevaren, ali je uporaben ali neuporaben in kaj hoče od nas in podobno. Ali pa seveda tudi, kako mi vplivamo na njega, kaj mi hočemo od njega in pol se pogovarjamo z njim, pa ga opazujemo, kako reagira, kako mu izrast na obrazu, kam gleda, kak je njegov body language in podobno. In to so vse tako imenovana neverbalna komunikacija, ki se pa lahko zavedamo ali pa ne. In zdaj, če imate vi, če ste v gužvi, če imate milijon problemov za rešiti, če na vas pritiskajo iz vseh koncev, ali pa če ste pod velikim pritiskom, pol morate napeti telo, da ta pritisk zdržite. In bolj, ko telo napnete, bolj, ko imate mišice napete, bolj izgubljate občutljivost. In pol vi niti nočete videti, da kolega, ki hodi mimo, da se drži, kot da je nekaj narobe. Ampak gre pač mimo, ne? Ga spregledate. Ker če bi to opazil, kaj bi se zgodilo, vprašal bi ga ti, kaj pa je s tabo. In zdaj, če bi on začutil v vašem glasu, da vas dejansko zanima, ste ob 2 ure. Ja. Ker bo on rekel, veš, to pa un in pa... Tega časa pa nimam, ne?
Ampak recimo mene to zanima, če nekdo pride k vam in reče, da vem, bolijo me kolena, recimo hrbet, migrene se pojavljajo zelo pogosto. Kako se vi potem začnete reševati te probleme? Je vse povezano z čustvi oziroma lahko rečete, ne vem, generalno morate spremeniti odnos, ne vem, s partnerjem ali ne vem, z mamo, očetom? Ja, to je odvisno od primera do primera. Seveda je vse povezano s čustvi, ker dejansko, recimo parajko uporabljamo drugi Newtonov zakon, ki govori, da sprememba smeri in gibanja telesa zahteva aplikacijo določene sile. Zdaj, ta sila je kinetična energija, ki jo morate vložiti, če hočete, da se nekaj spremeni. Zdaj, če ima nekdo kroničen problem s kolenom, torej je smer njegovega gibanja in hitrost njegovega gibanja, kako živi, očitno ni okej. Ker če bi bila, pa ne bi imel s kolenom težave, ne? Ali bi bile pa akutne, pa bi pa se uredile. In zdaj, če moraš vplivati na svoje življenje z določeno silo, torej rabiš čustva. Seveda ta čustva so potem, je pa vprašanje, kako jo uporabiš, koliko silo, ne? Če vi hočete z avtom zaviti v levo, je dobro, če volan obrnete v levo, ker če ga te obrnilo desno, razen če je ledeno, pa, ne? Ampak dejansko ko pride nekdo, ga poslušaš, nameniš mu uro pa pol časa, ker je danes že zelo nenavadno ali pa redko, ne? In pol opazuješ, kako se drži, kakšno obliko telesa, kakšne besede uporablja, kakšna je njegova zgodba, iz kje izhaja, kak je bil odnos med starši, kje živi, kaj dela, in potem ugotavljaš, kaj v njegovi funkciji kot osebe, kot celote je takšnega, da njegova struktura, se pravi njegov kolen, se upira ali pa opozarja na jaz tega ne zdržim več. In pol na osnovi tega mu potem daš mnenje, recimo, kaj misliš, da je razlog, da ima težave, spet odvisno ali desno koleno ali levo. Desno je bolj povezano s stvarmi, ki so vezane na moško vedenje, očeta, levo, mama, žensko vedenje. In pa se pogovor razvije in mu daješ informacije, model razmišljanja, ki ga ima IQ, in pa mu, lahko rečemo, odpiraš nove perspektive, kaj bi moral običajno, pa recimo pri kolenu je vedno to, da kaj bi moral odvzeti, da bi razbremenil desno nogo, če je desno koleno ali pa levo, če je levo koleno, kaj je problem v partnerskem odnosu, da recimo on preveč nosi preveliko težo ali pa poskuša se upreti, da ne bo stopil z desno nogo naprej v neki novega, zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov. Tako da tukaj je lahko zelo, to v bistvu tako vprašanje, imam kronične težave z desnim kolenom, je ko nazajča luknja v Alice in Wonderland, ki se pa lahko... In lahko recimo s to metodo in vajami potem bolečine človek odpravi. Odpravite vzrok za bolečino. Vzrok. In potem bolečina tudi nekako... IQ gre vedno, kakor je mogoče globok v vzrok, in seveda uči stranko, da skozi vaje prej začuti telo, in zaradi tega, ker skozi vaje bolj začuti, kaj dela recimo z desno peto, prej opazi, kdaj preobremeni recimo desno nogo, pa zakaj, in opazi, ali je ta preobremenitev povezana z neko avtomatiko iz podzavesti, ali je to zavestna odločitev v tistem trenutku, in potem opazi, kateri ljudje mu povečujejo zakrčenost mišic v desni nogi, ki potem ustvari več energije v desni nogi, ki se pa spremeni v vnetje, vnetje pa spremeni v bolečino. Skratka, en tak domino efekt nastane. Ja. Hvala lepa za vsa pojasnila. In ja, ste nam nekoliko razširili obzore glede lastnega telesa. Hvala lepa. Srečno še naprej. Hvala lepa.